Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mi je odvrnil: Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš: ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Rekel mi je: Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: Eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženja. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in je rekel svojim učencem: Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril: Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Lažje gre kamina skozi živankino oko, kakor pride bogataš v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: Kdo se potem more rešiti? Jezus se je ozrl vanj in rekel: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel: Resnično povem, nikogar ni, ki bi zaradi mene, zaradi evangelija zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali mater, ali očeta, ali otroke, ali njive, in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjeni prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, eno vprašanje, ki se nam lahko pojavlja ob današnjem evangeliju, je isto vprašanje, ki ga ima v bistvu mladenič, ki pride k Jezusu. On sicer pravi: Kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Mi katoličani si verjetno pa že tisočletja postavljamo vprašanje: kako ne pridem v nebesa? Dejstvo je sicer, da tudi med katoličani raziskave kažejo, da ni prav zelo veliko takih, ki dejansko verjamejo, da obstaja večno življenje, oziroma da obstajajo nebesa. Jaz bom predpostavljal, da tukaj nas večina to verjame. Zato, ker, kakor piše sveti Pavel, če Jezus ni vstavil, potem ni našega vstajenja, se pravi, da ni večnega življenja, pa smo največji bedaki na svetu, če ga večkrat parafraziram. Pač pravi, potem smo nori, potem je pač prazna naša vera. Torej, večno življenje, nebesa, torej vera v to, da smrt ni konec, ampak da po njem v bistvu se pravo življenje šele začne, pravo življenje v Bogu, je res v srčiki naše vere. Je nekaj, na kar postavljamo v bistvu naše upanje. No in ta mladenič pride do Jezusa in ena stvar, ki moramo vedeti, je, da to ni bilo najbolj običajno vprašanje v tistem času. Iz evangelijev vemo, da smo imeli pač med verskimi strankami dve večji, in sicer farizeji in saduceji, in da se ti med sabo v bistvu so se razlikovali prav v svojem pogledu na večno življenje. In sicer farizeji so verjeli, da to obstaja, zaradi tega, ker pač v svetih spisih, torej ne v sanatoriju, ampak v drugih spisih, lahko najdemo zametke
se pravi vere v večno življenje. Pa na drugi strani smo imeli stranko saducejev, ki pa v bistvu niso verjeli pač v večno življenje. Se pravi, s smrtjo se naše življenje zaključi. In torej vprašanje, kaj naj storim, da pridemo v večno življenje, je že predpostavljalo to vero. En del tega vprašanja je zelo pomemben tudi zato, da mi razumemo Jezusov odgovor. In sicer, kaj naj storim, da pridemo v večno življenje? Se pravi, predpostavlja ta mladenič, ki pride do Jezusa, da mora nekaj narediti, zato da lahko pride v nebesa. In to je skladno z judovskim pogledom na vero, na življenje. Judovski nauk, to se pravi glavni del judovskega nauka, to, kar smo res verjeli, da jim je od Boga razodeto, vsi ljudje, je Tora. In v Tora je v bistvu prvih 5 Mojzesovih knjig, kjer najdemo večina od njih, je poleg pač zgodb, ki jih seveda poznamo, je namenjenih nekaj čez 400 zapovedi. Torej, kako naj ljudje živijo. Kako naj živijo. In zdaj je logično, da ta mladenič reče, kaj naj storim? Zato, ker to izhaja pač iz celotne kulture. Kaj naj storim? In se mi zdi, da danes se zelo velikokrat pojavlja tudi med kristjani, to je nekaj bolj protestantski pogled na vero. In prihaja tudi med nas katoličane dostikrat. In sicer, da zato, da pridemo v nebesa, je dovolj, da je Jezus zame Bog. Je dovolj vera brez del. Da to, kaj delam, pač nima posledice na moja večnost. Nima posledic za moja večnost. In zanimivo je, da prav današnji evangelij to zelo jasno vrže. Ker Jezus ne reče, ne, sam vame veruj in to je dovolj. Ne, Jezus začne naštevati zelo konkretne zapovedi. Reče, zapovedi poznaš. Ne ubijaj, ne prešeštuj, ne kraj, ne pričaj pokriven, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Našteva zapovedi, ki so Jude že poznali, zato ker so vzete iz 10 zapovedi, čeprav zanimivost je, da v teh našteje jih 5 in od teh 5 ena sploh ni del zapovedi, ne goljufaj, pač ne najdemo med 10 zapovedi in manjka jih en delček. Ena druga razlaga je to, da pač itak so poslušalci in tudi bralci evangelijev vedeli, kakšne so zapovedi. In da pač evangelist jih enostavno pač ni napisal vse, ki jih je Jezus izrekel. Ampak Jezus jasno pove, je povezava med tem, kako živiš, torej med moralnim življenjem in med tem, ali priješ v nebesa. Ni vseeno, kako živiš. V našem življenju moramo izpolnjevati zapovedi, zato da bomo lahko prišli v večno življenje. In tukaj lahko hitro pa opazimo, da Jezus vse nekaj doda. Že v njegovem odgovoru, kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober, razen enega Boga. Najdemo marsikdaj kdo učita nam kristjana, tukaj je dokaz, da Jezus sebe ni bil za Boga. Ampak ni res, ta del lahko preberemo zelo drugače. Lahko je vprašanje dejansko temu mladeniču. Kaj si pa na meni opazil, da lahko rečeš, da sem dober? Ker na začetku ga nagovori, dobri učitelj. Zakaj mi hočeš laskati? Se ni nobenega drugega dobrega razen Boga. S tem Jezus že da namig. Pri meni si očitno opazil nekaj, kar spominja na Božje.
Mogoče je pa odgovor na to vprašanje, da Jezus je Bog. In če Jezus je Bog, potem vse spremeni. Potem vse te zapovedi, ki jih je ta mladenič, oziroma ki jih je Jezus naštel in za katere mladenič reče, ja, jaz sem izpolnjeval. Težko izpolnjati vse zapovedi. Dejansko ta mladenič reče, da jih izpolnjuje in Jezus pa ne popravi, ko ne reče, o ne, to si se pa zlagal, ne, zihar, pa še kakšen greh. Ne, očitno, pa če temu mladeniču uspelo izpolnjevati postavo, uspelo mu izpolnjevati tudi teh 400 in nekom zapovedi, ki jih Tora v bistvu predpisuje. Sprav, živel je moralno življenje. Ampak nekaj mu pa manjka. Manjka mu to, da Jezusa prepozna za Boga in da mu sledi. In Jezus mu da še eno nalogo. Pojdi, prodaj vse, kar imaš in pojdi za mano. Sprav, pojdi in daj regažo. A ne ni na vseh nas pač ta naloga, da prodaš vse, kar imaš in daš regažo. Pač to je njegova specifična poklicanost. Ampak ta poklicanost izhaja iz preprostega dejstva, ali bo v Jezusu prepoznal Boga. To pa velja tudi za nas vse. Poleg izpolnjevanja zapovedi, pač je ključno, ali sledim Jezusu, ali sledim njegovi volji. Ni dovolj, da izpolnjujem cerkvene zapovedi in pač ne, vsak dan večkrat molim, vsako nedeljo grem v sveti maši, zmolim pred jedjo, mogoče včasih v družini zmolimo, in pač tudi ostale zapovedi, da jih ne ubijam, ne kradem. Ampak je ključno za nas kristjane, da se v vsakem trenutku našega življenja vprašamo tudi, kaj pa Bog hoče od mene, kaj pa je Božja volja za moje življenje. Za tega mladeniča je bila, da vse proda in gre za Jezusa. Kaj pa je za? In to lahko v bistvu razpoznamo Božji besedi, tako da premišljujem, tako da sem resnično pozoren na to, kaj mi govori cerkveni nauk. To, da poslušam, kaj mi hoče Bog govoriti prek drugih ljudi. Da poslušam svojo vest. Da si v molitvi vzamem tišino in res prisluhnem, kaj je Bog položil v globino mojega srca. Ogromni način, kako iščemo Božjo voljo. Ampak kar je ključno, je pa predvsem, da jo iščemo in da se trudimo po njej živeti. In ne nam to, pa še posebej v tem tednu, bo vodilo za naše življenje. Kaj se pa molimo? Verujem, mene Boga, Očeta, Smočnega, Starega in Svičnega, Christus,